Pozdravljeni, dragi prijatelji. Tu smo, da skrutiniramo, da vidimo, da razumemo, da začnemo občutiti dogodke, ki jih bomo doživljali na našem prihodnem kongresu, na najbolj razboljivem Evropskem kongresu kdajkoli. In sedaj bomo govorili o dogodkih, ki jih bomo imeli, in govorili smo že v zboru prijateljev in Ješivat Haverim. In sedaj bomo govorili o pripravi na lekcijo, kajti tu imamo lekcijo in 15 minut pred lekcijo je priprava na lekcijo. In zakaj? Torej, kaj je s to pripravo? Torej, veste vsi, da je najbolj pomembna priprava, kajti ko enkrat pridete do prave pripravljenosti, potem je od tega odvisen celoten rezultat, kajti tu se zgradi posoda in če ni posode, ne morete priti do ničesar. Zaradi tega je tako pomembno biti v pravem duhu, v pravem razpoloženju, v pravi pripravljenosti, zato da lahko pridobite svetlobo. Torej, priprava ni v tem, da pripravim sebe, temveč da se vsi skupaj povežemo, zberemo, torej skupna pripravljenost. Torej, jaz sem del velike posode in sedaj skupaj se pripravimo na lekcijo. Če pa pridem in se pripravim na lekcijo brez vseh ostalih, to dejansko ni priprava. Torej, če sedaj vidimo, da smo vsi skupaj in smo postali eno, potem je to v resnici pripravljenost, potem smo dejansko se pripravili na lekcijo. V osnovi je priprava lahko že zbor prijateljev, vendar včasih zaradi tehničnih ali drugih vzrokov je tu še nekaj minut za to, da prijatelji sedijo v pripravi. Torej, želim nadaljevati to, kar smo dosegli na zboru prijateljev in sedaj se pripraviti tudi narava. On je višji znotraj duhovnosti in sedaj moram pripraviti na pravo pomembnost, moram v sebi ustvariti pomembnost rava, tako da bom lahko na prav način prejemal. In tudi lahko nekaj preberem, recimo s prijateljem poleg sebe. Pripravim se, ugasnem telefon, vse, kar bi lahko motilo prijatelje, vsemu temu se izognem, kajti preko tega bi motil cel kli. Dejansko je to priprava, v kateri se lahko spravim na takšen način in takšno željo, da želim biti eno z vsemi in potem dejansko lahko poslušam lekcijo, prejemam svetlobo znotraj lekcije, kajti vsi prijatelji smo en kli in jaz nisem recimo zgolj šila, ki sedi in želi sedaj nekaj izvedeti za sebe in kdo so drugi, ja, to me ne zanima. Dejansko smo ena družina, en kli in dejansko želimo, da bodo vsi prijatelji zmožni pritegniti to svojo svetlobo in pridobiti od lekcije. In če boste to uspeli, potem boste videli, lekcija bo megagalaktična. Torej, dejansko pozabljamo na to v vsakem trenutku. V vsakem trenutku se moramo spomniti, zakaj smo sploh prišli na ta kongres. Kaj se sploh dogaja? Torej, če nimamo vse te priprave, ki nas privede nazaj v pravo usmerjenost, zakaj smo tu, kaj tu počenjamo, kaj tu pričakujemo, kar vsakič pozabljamo, zato je ta priprava tako pomembna. Ta trenutek priprave je zelo poseben, tu je vse zelo tiho, mirno, tu je tiha melodija Rabaša ali Balha Solama in vsi sedimo tiho. Kako lahko delam v teh trenutkih med mano in biti z vsemi ostalimi? Mislim, da je Šimon rekel, da torej pridete iz tako raznih okolij, držav in se že občutijo skupaj.
želim biti pripravljen v vsem, imam pripravljen zvezek, da bom si zapisal glavne točke lekcije, želim sedeti v prvih vrstah, tudi zato, ker ne želim, da bi drugi prijatelji iskali mesta. Kakor poplava, ko pridem, se usedem na najbližje mesto predavatelju in tako popolnjujem. In torej tu ne bo, tudi slušalke dam na primeren nivo, da niso preglasne, da ne bo motil drugih in rava. Vse te reči enostavne, preproste, vendar želim biti resnici pripravljen, to je ena stvar. Po drugi strani pa želim iti ven iz sebe, želim občutiti prijatelje, želim videti, kako so se oni pripravili na lekcijo. Šimon je ekspert takih trikov, teh notranjih trikov, on nam lahko nekaj pove o tem. Torej, ko vidim vsakoga, vse in vidim, kako so ljudje pustili svoje službe, družine za par dni in kako so prileteli na kongres za denarjem, ki ga včasih celo sposodijo. In ko vidim vse to, mi to daje toliko sile in občudovanja in ljubezni za vse te prijatelje, torej, da se začnem počutiti resnično srečnega, da imamo to priložnost, da poslušamo duhovno modrost, ki je prišla do nas. In to je tako poseben trenutek, da če ga bomo izgubili, ni sigurno, da ga bomo še kdaj lahko doživeli. Sedaj je najboljša možnost, da pridemo v stik z duhovnostjo, nekaj, kar je nad tem svetom. In v tem občudenju, da sem resnično srečen s toliko mnogimi prijatelji skupaj, občutim, da sedaj je pravi trenutek, ko vsi delamo, jaz z vsemi ostalimi poskušam priti, to je kakor, da sem najbolj žejen in sedaj pijem živo vodo in pijem jo, kolikor le moram.